Lepo pozdravljeni vsi, ki spremljate podcaste Gospodarske zbornice Slovenije. V tokratnem podcastu Ozadja želimo spregovoriti o novem predlaganem davku na premoženje oziroma bolje rečeno na stanovanjske nepremičnine v povezavi s predlogom za razbremenitev stroškov dela. Ta že kar nekaj časa buri duhove v Sloveniji. Za Božič oziroma v božičnih praznikih je vlada namreč predstavila javnosti svoje izhodišča. No, sedaj je do pretekle sobote potekala javna razprava, v katerih so različni deležniki posredovali kar več kot 500 različnih predlogov, pripomb in komentarjev. O njem je razpravljal tudi Ekonomsko-socialni svet, ki ga je tako strani sindikatov kot delodajalcev zavrnil in označil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. Na vse pripombe bo sedaj Ministrstvo za finance proučilo ter opravilo ponovno razpravo v okviru strateškega sveta za davke pri vladi. Na svoje skupno stališče so podale pa tudi Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije, Slovensko nepremičninsko združenje ter Združenje lastnikov nepremičnin. In danes je zato moj gost, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije, gospod Boštjan Udovič. Boštjan, lepo pozdravljen v podcastu. Lepo pozdravljeni. Glede na to, da sva kolega, Boštjan, predlagam, da se tikava v najinem pogovoru. Morda za uvod, da se ogrejeva, kakšen je vaš pogled na to, da gre za predlog o obdavčenju premoženja, tako ga je vlada poimenovala, a dejstvo je, da po drugi strani dejansko se nanaša samo na obdavčenje le dela premoženja, torej na stanovanja in zemljišča v privatni lasti. To poimenovanje včasih govori o davku na premoženje, o tem konkretnem predlogu govorim, včasih govori o davku na nepremičnine, je po mojem malo PR-ovska poteza vlade. Na začetku so rekli, da bojo pripravili izhodišča za davek na nepremičnine. Mi smo, ko smo to na hitro prebrali, ugotovili, da to ni to, da to gre v bistvu za davek na stanovanjske nepremičnine, pa še v tem delu, če pogledamo oprostitve, samo za 15% približno stanovanjskih nepremičnin, tistih, ki niso rezidenčne. Po mojem je izhodišče vlade ali pa pripravljavcev bilo v koalicijski pogodbi, kjer so večkrat zapisali, da bo ta vlada uvedla davek na nepremičnine, pa davek na premoženje. V bistvu niso bili čisto jasni takrat in tudi ne čisto enotni, ker so se različni termini uporabljali v koalicijski pogodbi, ampak verjetno so želeli zadovoljiti tiste interese političnih partnerjev, koalicijskih, pa tudi pričakovanja javnosti. Vemo pa, da je pri nas en velik odpor prvič seveda do vseh novih davkov, to je po svoje logično, in pa tudi do kakršnega koli nepremičninskega davka, ker je pri nas pač velika večina državljanov lastnikov svoje nepremičnine. In na nek način so se temu želeli izogniti, so potem ta obseg obdavčenega premoženja toliko znižali, da praktično po mojem mnenju ne moramo govoriti niti o obdavčitvi premoženja, ker je to zavajajoče, niti o obdavčitvi nepremičnin, ker je tudi to zavajajoče, ker ne govorimo o nepremičninah, ampak govorimo samo o enem segmentu, zelo ozkem nepremičnin. Na vaše glavno opozorilo finančnemu ministrstvu, ali pa recimo temu uvodno opozorilo, je, da je po vaši oceni takšen predlog, kot je sedaj, če bo zagledal zakonodajno, bom rekel, še plat medalje, v neskladju z ustavo. Zakaj? V katerih delih? Ja, to je bilo že prvo opozorilo, takrat, ko smo po 23. decembru izvedeli, da nameravajo obdavčiti te konkretne nepremičnine z 1,45% davčno stopnjo. Že na prvi pogled je ta davčna stopnja izjemno visoka, če se zavedamo, da je davek na nepremičnine, tisti pravi poskus uvedbe davka na nepremičnine v letu 2013, na Ustavnem sodišču padel zaradi bistveno nižjih davčnih stopenj oziroma zaradi razlik med davčnimi stopnjami, ki jih je takratni zakon predvideval za rezidenčne pa nerezidenčne nepremičnine. In je potem že na prvi pogled jasno, da tukaj govorimo pa o 0% davčni stopnji za 85% stanovanjskih nepremičnin, pa o 1,45% davčni stopnji za preostalih 15%, kar je že na prvi pogled malo skregano z logiko. Dejstvo je, treba se je zavedati, da davčni zakoni ne zapadejo pod referendume, se pravi pod državljansko inicijativo. Se pravi, da državljani tukaj nimajo možnosti izvesti referenduma, na katerem bi lahko tak zakon zavrnili. Se pravi, imajo tukaj omejene možnosti vpliva.
vedno pa lahko ustavno sodišče presoja njihovo ustavnost in to se je zgodilo leta 2014 in potem po objavi teh izhodišč, ki so mimogrede zelo skopa, zelo nepodrobna in dopuščajo najrazličnejše možne interpretacije in ugibanja, smo potem ugotavljali, da je takih recimo neustavnih ali pa domnevno neustavnih točk več. Ena je seveda ta, da želijo manjši del lastnikov določene vrste nepremičnin obdavčiti z izjemno visoko davčno stopnjo z namenom, da bi lahko v celoti razbremenili vse ostale lastnike nepremičnin, kar je po mojem diskriminatorno, nesorazmerno. Ustavno sodišče vedno tehta sorazmernost takšnih ukrepov. Potem so tudi druge stvari padle. Recimo lokalne skupnosti so takoj povedale, da je problem tega davka tudi v tem, da bi v celoti pripadal državi. Čeprav so v večjem delu nepremičninski davki ponavadi izvirni prihodek občin, zato ker so občine tiste, ki so najbolj povezane z nepremičninami in skrbijo tudi za njihovo opremljenost in normalno uporabnost, recimo. Potem so pa tudi druge stvari privrele na plan, ko smo se pogovarjali tudi s raznimi partnerji na strokovnem področju. Ena od najbolj očitnih je recimo položaj denacionalizirancev. To so tisti lastniki stanovanjskih nepremičnin, ki so jih dobili nazaj v postopku denacionalizacije, se pravi pred dobrimi 30 leti, vendar jim država od takrat ni dala drugega praktično kot lastninsko pravico. Vrnila jim je nepremičnine v last, zavezala pa jih je, da morajo ohraniti najemnike, ki so bili takrat noter, in zavezala jih je, da morajo oddajati ta stanovanja tem najemnikom, rekli smo jim bivši lastniki stanovanjske pravice, po neprofitni najemnini. Vsa ta leta so se ti lastniki borili na Ustavnem sodišču, tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice. Ta primer ni bil samo pri nas, je bil tudi na Hrvaškem. In lani ali predlani so na Ustavnem sodišču pri nas tudi dosegli odločitev, da mora država to protiustavnost odpraviti. Država je z neko, bom rekel, čudnim manevrom to protiustavnost skušala odpraviti, ampak je po mojem mnenju ni, ker jim je samo malenkost povišala najemnino, ki jo lahko zaračunajo. Zdaj, ta predlog je pa še bistveno bolj absurden, ker če pogledamo najemnino, ki si jo po sedanjem stanovanjskem zakonu ti lastniki lahko zaračunajo, in ta davek, ki bi ga morali kljub vsemu plačati, če bi do takšnega zakona prišlo, bi pomenilo, da bi jim država skozi ta davek odvzela, mislim, da je 60 ali 70% tistega, kar si oni lahko zaračunajo. Se pravi, če nič drugega, je ta zadeva eklatantno protiustavna, tukaj jaz nimam nobenega dvoma. Mogoče pri tistih drugih zadevah bi Ustavno sodišče lahko tudi malo bolj tehtalo, ampak glede na vse to sem prepričan, da tak zakon, če bi bil sprejet, seveda so včasih se hudič skriva v podrobnostih, zdaj so res skopa ta izhodišča, ampak jaz mislim, da ne bi prestal ustavne presoje in če ne bi prestal ustavne presoje, nismo naredili nič. No, prej si že omenil, da ena od najpogostejših kritik je bila na predlagano to visoko obdavčitev 1,45%. Še posebej, če primerjamo z trenutnim nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Zakaj je takšna stopnja nesorazmerno visoka? Kaj bi to pomenilo dejansko na trgu? Ja, zdaj, tako je, treba se zavedati, da na Ministrstvu za finance so verjetno do te stopnje prišli, ko so računali povprečen donos, ki ga lahko neko stanovanje v urbanem središču, v urbanih središčih, kjer so cene stanovanj relativno visoke in tudi najemnine relativno visoke, lahko prinese, in so povratno računali glede na davek, ki ga mora tak lastnik v okviru dohodnine odvesti državi, in so prišli do stopnje 1,45, ki praktično pokrije davek, ki ga takšen lastnik, ki je legalno prijavil najemno pogodbo, plačuje. In takšnim lastnikom, ki jih je pa po mojem relativno malo, se ta zadeva v celoti pokrije in sploh ne bi čutili tega bremena. Problem se pojavi po eni strani seveda pri tistih, ki na črno oddajajo, ampak tukaj mislim, da nihče od nas ne bi bil pretirano nezadovoljen, če bi se to uredilo, ker ta segment verjetno bi tak zakon res rešil, ampak je ta segment manjši. Bistveno večji problem je pri vseh tistih lastnikih, ki imajo drugo, tretjo nepremičnino, ki ni tržna, ki je ne morejo oddajati, ki tudi ne bi rešila nobenega stanovanjskega problema. Ne vem, govorimo o zidancah, vikendih, hišah podedovanih, ki so nekje na vaseh, s katerimi si lastniki nimajo kaj pomagati. Lahko jih prodajo, ampak jih bojo prodali verjetno po bistveno nizki ceni, kot po neki prisilni prodaji, recimo v tem primeru.
oddajati jih ne morejo, ker jih nimajo komu, ker ni interesa tam za oddajati. In takih je po mojem bistveno več in takim bi dejansko država, če pogledamo stopnjo, mislim, da v enih 50-ih, 60-ih letih približno nacionalizirala stanovanje, ne, če računamo 1,45% na leto. Ne. Tako da za te bi bil največji problem. Ne. No, v svojem stališču opozarjate tudi na negativne posledice oprostitve davka, recimo za prvo stanovanje oziroma prvo stanovanjsko nepremičnino, v kateri prebiva lastnik. Kaj bi takšna ureditev lahko pomenila v praksi? Ja, zdaj, razlog za te negativne posledice je tudi visoka davčna stopnja, ker višja kot je davčna stopnja, bolj se ljudje prizadevajo, da se temu davku izognejo. Če bi bila davčna stopnja 1 promil, ne bi nikogar pretirano zbodlo in se nihče ne bi trudil prenašati nepremičnine na družinske člane in podobno. Pri 1,45% davčni stopnji se pa najdejo... Se pa zna to dogajati. Se zna v veliki meri dogajati in se najdejo tudi zelo inovativni načini, kako se izogniti temu davku. Seveda je treba počakati na to, kaj bi v zakonu pisalo, ampak prepričani smo lahko, da bi prišlo do prenašanja lastninske pravice med družinskimi člani, do fiktivnih prijavljanj, do fiktivnih delitev gospodinjstev in družin in bi se... Do ločitev, tako, če se malce pošalimo. Fiktivnih ločitev včasih, ne, do prijavljanja družinskih članov na različne naslove, vse s ciljem, da bi se pač izognili lastniki plačevanju tega davka. In po eni strani bi seveda to povzročilo velike težave že pri evidencah, ki že tako so včasih problematične, ne, pri nas, ker ne vemo, kdo kje živi. Po drugi strani bi pa močno vplivalo tudi na predviden, dajmo ta grd izraz uporabiti, davčni izplen, ki ga pripravljavci navajajo v teh izhodiščih, ker kar naenkrat ne bi bilo teh stanovanj toliko, kot jih oni zdaj po statistiki načrtujejo, ampak po mojem 80-90% manj, ne, ker jaz mislim, da bi veliki večini lastnikov vse uspelo izogniti. Nekdo je rekel, da se ne bi uspelo izogniti davku samo tistim, ki imajo premajhne družine. Ne. Ja, na to se opozarja, da pravzaprav izplen davka bo bistveno manjši, kot pa država pričakuje. Ne? Tako. Vlada predlaga seveda tudi še drugo ugodnost, ne? Torej za oddajanje stanovanjskih nepremičnin, torej v najem, nepremičnina, torej, ki bi se oddajala, ne, bi bila oproščena davka v vrednosti 25% zneska napovedanih najemnin. Ne? Saj takšen je predlog. Ampak vi pravite, da kljub tej olajšavi bo davek, ta dodaten davek verjetno povečal najemnine in dejansko to breme teh dodatnega davka se bo prevalilo na najemnike stanovanj, ne? Kar si ne želimo. Ja, najemnine so sedaj visoke. Ne? Načeloma se vsak davek na koncu prenese na končnega uporabnika, tako ali drugače, skozi ceno, skozi najemnino. Ta ugodnost dejansko, ta predlog na prvi pogled zgleda zelo smiselno in zelo dobro, ne? Ker tiste, ki že zdaj legalno oddajajo stanovanja, jih praktično ne prizadene in tiste, ki jih oddajajo na črno, reši to oddajanje na črno, ker morajo v vsakem primeru plačati davek. Ne? Tako da ta ideja sama po sebi, če odmislimo vse tisto, kar sem prej rekel, visoko davčno stopnjo, drakonsko, ne, in poseganje v bistvu v lastninsko pravico, je ta ideja mogoče zanimiva, ne, če bi bila na drugačen način urejena. Problem se pojavi s tem višanjem najemnine tam, kjer so najemnine nižje kot znese teh 5,8% posplošene vrednosti nepremičnine na leto, ne, ker to je tista meja, pri kateri se davek od oddajanja v najem v celoti pobota s tem davkom. Tisti, ki zaenkrat v tem trenutku zaračunavajo nižjo najemnino, realno nižjo, bi potem seveda bili motivirani, da si pokrijejo ta davek v celoti in da jo dvignejo vsaj do te stopnje 5,8%. In takih ni malo, ne? Ker mi vemo za tiste stanovanja, ki se oddajajo v centru Ljubljane, ki se oddajajo recimo po 1 leto, pa so ti oglasi stalno objavljeni, pa vidimo te res visoke najemnine, ampak to ni prevladujoča slika. Ne? Številne najemne pogodbe obstajajo že dolgo let, so lastniki zadovoljni z najemniki, tista stanovanja se ne oddajajo vsako leto znova in številne imajo tudi nižje najemnine. Ne? In ti bi seveda bili motivirani, da te najemnine dvignejo. Seveda. Eden od problemov, ne, ki ga želi vlada rešiti s pomočjo tega davka, je seveda spodbuditi lastnike k aktivaciji praznih stanovanj, ne, in nezazidanih stavbnih zemljišč za dolgoročni najem ali pa celo prodajo, ne, na trgu. Vi ste do tega skeptični. Zakaj menite, da predlagana obdavčitev ne bo dosegla tega cilja?
Do samega cilja nismo čisto skeptični, ker se z njim v celoti strinjamo. To je eden večjih problemov slovenskega najemnega, pa sploh nepremičninskega trga, se pravi prazna stanovanja. Ampak treba se vprašati o vzrokih, zakaj so ta stanovanja prazna. In že leta opozarjamo in ne nazadnje si tudi ta koalicija zapisala v koalicijsko pogodbo, da bojo tudi izboljšali pravni položaj oziroma pravno varnost najemodajalcev. To je ena od večjih težav pri nas, ker se lastniki počutijo zelo nezaščitene. Bistveno premočne pravice imajo najemniki, se pravi tisti najemniki, ki se jim da v bistvu skozi cel sodni mlin neko zadevo spraviti, lahko zelo veliko škodo povzročijo lastniku in v tem smislu se seveda lastniki počutijo nezaščitene in marsikateri ne oddaja iz tega razloga. Drugi velik razlog, zakaj se ne oddaja ali pa se oddaja na črno, je pa zelo visok davek na prihodke iz tega naslova. In po našem mnenju ta davek ne bi dosegel tega cilja iz teh razlogov, ki sem jih prej navedel, ker je toliko možnosti obvodov, ki bi jih lastniki izkoristili na vsak način. In drugič se mi zdi, da država bi na ta način kar naenkrat posegla po neki macoli, če tako rečem, ne bi pa izkoristila vseh drugih možnosti prej. Številni strokovnjaki so opozorili na to, da bi bilo treba najprej milejše ukrepe poskusiti. Se pravi, dajmo najprej izboljšati pravni položaj najemodajalcev, pa pogledati, če bo na ta račun prišlo neki več stanovanj na trg, pa znižati davčno stopnjo, pa tudi na ta račun bi prišlo neki stanovanj. Zadnji ukrep je potem lahko tisti, ki bi še vedno imeli prazna stanovanja, dvig davka, oziroma uvedba davka, ampak v upoštevanju tistega, kar sem prej rekel, sorazmerna davčna stopnja, lahko neka stopnjevitost, ali pa dajmo reči, da se dviguje ta davčna stopnja glede na vrednost premoženja verjetno, za prazna stanovanja mogoče še malo večja, ampak ne pa od 0 do 1,45. To je absurdno. No, GZS je pred leti omenila oziroma celo predlagala možnost uvedbe nepremičninskega davka, ampak s popolnoma drugačnem kontekstu, s drugačnim konkretnim predlogom. Takrat je GZS želela, da bi z novim nepremičninskim davkom pravično obdavčili tudi poslovne nepremičnine, kar danes ni, kar danes seveda ne velja. Lahko morda kakšno besedo več v tem kontekstu. Mimogrede en medklic, zdaj, ko si omenil poslovne nepremičnine, sem se spomnil, to je še ena možnost obvoda. Zdaj s tem predlogom davka oni sploh ne bi obdavčili poslovnih nepremičnin, s čimer bi lastnike stanovanj spodbujali, da spreminjajo njihovo namembnost v poslovne prostore, da jih oddajajo v turistične namene kot turistične nastanitve, kar je spet absurdno. Mi na Zbornici za poslovanje z nepremičninami že leta opozarjamo, da bi bilo treba davek na nepremičnine uvesti. Prvič zato, ker nas na to opozarja OECD, ker ga poznajo tudi druge primerljive države, in drugič zato, in tukaj v tej točki smo se absolutno našli tudi s celotnim gospodarstvom in z gospodarsko zbornico kot celoto, ker je sedanji sistem davkov recimo ali pa prispevkov iz naslova nepremičnin zelo nepregleden, zelo netransparenten, zelo arbitraren, bomo rekli. Zdaj imamo ta sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prvič gre za zakon, ki je bil sprejet še v stari državi, ki ga je Ustavno sodišče že razveljavilo, ampak ga je pustilo pri življenju, zato ker bi bile negativne posledice tega, če bi ga v celoti razveljavili, pač bistveno prevelike. In se uporablja, ni pa primeren. Ustavno sodišče je številne občinske odloke že razveljavljalo, ker si občine to pristojnost po svoje razlagajo. In je politično všečno, sploh ne obremenijo fizičnih oseb, ker so volivci, pa na ta račun bistveno bolj obremenijo poslovne nepremičnine in poslovne lastnike. In na to smo takrat mi na Gospodarski zbornici Slovenije opozarjali, da bi nepremičninski davek moral biti tak, da bi bil enak, primerljiv za celotno državo, sorazmeren, in da bi v celoti nadomestil vse nepremičninske davke oziroma prispevke, davščine, ki jih v tem trenutku plačujemo. Iz tega je takrat to mnenje Gospodarske zbornice izhajalo. Zdaj pa, če se vrnemo na ta predlog in na tisto, kar sva rekla na začetku, zakaj davek na nepremičnine in zakaj ta nedostojna vezava na razbremenitev plač. To bi bilo moje naslednje vprašanje. Jaz mislim, da so pripravljavci na Ministrstvu za finance ali pa v vladi želeli nekako na nek način spraviti v kočljivo situacijo v gospodarstvu, predvsem gospodarsko zbornico in reči, želeli ste nepremičninski davek, imate ga. Želeli ste razbremenitev plač, imate jo, ampak mi oboje povezujemo, kar je nonsens.
Prvič zato, ker to ni nepremičninski davek, ni tak davek, kot smo ga mi podpirali, sploh ne bi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, to bi še vedno ostalo nespremenjeno. In drugič, ker je ta razbremenitev plač en tak vrabec, ne bom rekel niti vrabec v roki, ampak vrabec na strehi, ne, goloba sploh vidimo ne. Zato, ker sploh ne vemo, kakšen bi bil izplen. Oni so rekli, šele ko bomo videli, kakšen bo izplen tega davka, se bomo odločili o tem, da na kakšen način ta izplen prelijemo v razbremenitev plač. In to je nedostojno, mislim, neprimerno sploh, da se na tak način v bistvu poskuša to povezovati in pogojevati. Pogojevati in siliti gospodarstvo, da bi tak nerazumljiv davek podprlo. No, tukaj lahko poveva, da bomo v prihodnjih tednih o pogledu Gospodarske zbornice Slovenije na razbremenitev stroškov dela tudi govorili, tudi v tem podcastu. No, če počasi, bom rekel, strneva najin pogovor, danes sicer nismo v podcastu poslovni nasveti, v katerem podjetjem delimo pravzaprav dobre prakse in nasvete, pa vendarle, vi ste v vašem predlogu vladi svetovali konstruktivno spremembe sedanje obdavčitve nepremičnin. Torej, kateri bi bili v nekaj, bom rekel, točkah ključni vaši poudarki oziroma predlogi vladi glede obdavčitve nepremičnin v Sloveniji? Mi smo izhajali predvsem iz tega, da ne bi želeli, da zdaj to, da celotna strokovna javnost praktično zavrne ta predlog, pomeni, da se spet 3 leta, 4 leta nič ne zgodi. Uvedba nepremičninskega davka mora biti nacionalni cilj, apolitični, bom rekel, ali pa čez politični, ne? Vse stranke bi to mogle podpirati. In ker se bojimo, da bi zdaj to, da vsi skupaj zavrnemo ta izhodišča, pa ne damo nobenega konkretnega predloga, da bi to spet zaustavilo te razprave in si želimo, da bi izkoristili ta veter v jadrih, da se začnemo pogovarjati. To pripravljenost. Tako, smo nabrali predloge, ki niso novi, ki smo jih že imeli, samo strnili smo jih v neki točk. V glavnem pa gre za to, kar smo govorili že vsa leta. Se pravi, vlada naj sprejme nepremičninski davek, ki bo zajel vse nepremičnine, seveda lahko znotraj tega strukturira davčne stopnje, da se zasleduje določene cilje, ki so na stanovanjskem področju povsem utemeljeni in logični. V celoti naj ta davek nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je preživeto in skregano z današnjim časom. Prihodki morajo biti namenjeni predvsem tem ciljem na stanovanjskem področju in pa morajo biti vsaj v večjem delu, po mojem, izvirni prihodki občin, ki so tudi zavezane izvajati stanovanjsko politiko na lokalni ravni. Ne. Ponudili smo se tudi, da sodelujemo v tem strokovnem dialogu, ne, ker to je veliko pomanjkanje naše današnje politike, da tega dialoga ni, drugače verjetno do takega predloga niti ne bi prišlo. Tako da nabrali smo nekaj predlogov, ki so bili v preteklosti že večkrat posredovani, tudi seveda to predlagali, da se malo zgledujejo po tujih praksah, ki so dobre, obstajajo, ne, in marsikatera država je znala že razmere rešiti tudi s pomočjo davkov. Ne. Tako da kar nekaj predlogov je, preveč za en tak podcast, vsekakor pa dovolj, da se lahko na njihovi podlagi začne ena poglobljena strokovna razprava, kateri more pa res, po mojem, ta vlada, pa ne smemo se slepiti, da bi ta vlada lahko v tem mandatu en tak davek sprejela, ker po mojem ga ne more prepozno za to. Bi pa morala biti politično odgovorna v tem smislu, da bi začela strokovni dialog, da bi vanjega povabila ne samo vse politične stranke, tudi tiste iz opozicije, ampak tudi strokovno javnost, tudi predstavnike, ne nazadnje, ne vem, laične javnosti, ne, kolikor je to mogoče. In da se nek družbeni konsens o tem najde, ne, in da potem ena od naslednjih vlad ima že gradivo na mizi in lahko sprejme. Treba bi se bilo v bistvu, to je bil tudi naš konkreten predlog, naj pogledajo v bistvu podrobno odločitev Ustavnega sodišča, ko je razveljavilo zakon o davku na nepremičnine v letu 2014 in je tam zelo dobro izhodišče za to, kaj lahko sprejmejo, kaj ne. Pa seveda posplošeno vrednost nepremičnin, ne, se pravi množično vrednotenje izkoristiti, ki smo ga v vseh teh letih, to je bil eden od glavnih razlogov, da je Ustavno sodišče takrat razveljavilo zakon, ne. V vseh teh letih smo to kar precej izpilili, ne, in je lahko zelo dobra osnova za uvedbo davka na nepremičnine. Nakazali smo celo možnost, da mogoče ni treba iti v smeri klasičnega davka na nepremičnine, ampak da bi lahko mogoče prenovili sistem NUSZ-ja, ne, ker NUSZ po samem namenu ni slab prispevek ali pa davščina,
ampak je preživet, ni poenoten na nivoju države, mogoče je tudi to rešitev. Nismo želeli biti preveč prejudicirati, ker je polje možnih rešitev kar široko, ne? Ampak je pa treba strokovni dialog odprti in politična volja bi mogla biti. Jaz mislim, da smo tukaj najbolj šibki. No, kot si dejal, točno tako. Več vlad je o tem govorilo, do sedaj ni bilo niti tovrstnega koraka. Ta vlada je sicer naredila ta korak, kar je spodbudno, da se odpre dialog, kot si dejal. Potrebujemo pa zagotovo verjetno nek družbeni konsens, dosti širok, podprt tudi za stroko, ne? Mogoče lahko v tem smislu zaključiva s pozitivnim, ne? Tako. Če je ta vlada s tem predlogom kaj pozitivnega naredila, je naredila to, da je odprla razpravo, ki je zdaj ni bilo praktično, ne? Ker od zadnjih nekaj vlad mislim, da smo slišali ali direktno, da ne bojo sploh sprejemali takih rešitev, ne? Ker jih državljani ne podpirajo, ali da niso zainteresirani za to. Včasih se je v kakšnem političnem programu pred volitvami pojavila ta ideja, ne, ampak izgleda, da samo za potrebe lovljenja glasov. In to se mi zdi koristno, no, da so odprli razpravo, upam pa, da se ne bo zdaj zaključila, ne, na hitro. Ja, tako. To si tudi želimo, da s to mislijo zaključiva, Boštjan, predvsem v želji, da vaša opozorila, dobronamerni predlogi, da bodo naleteli na posluh vlade in da si želimo seveda nadaljevanja dialoga, konstruktivnega in tudi strokovnega. S tem zaključujeva najin pogovor. Hvala lepa, ker si bil moj današnji gost v podcastu Ozadja. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci naših podcastov, da ste nam prisluhnili. Do prihodnjega podcasta vse dobro in srečno.